Kot veste, se bo danes predstavil sodelavec Inštituta Jožef Štefan, docent dr. Matjaž Humar. 3. septembra je ERC sporočila, Evropska raziskovalna skupnost, da je dobitnik ERC projekta Starting Grant. Ker gre seveda za pomemben in velik dogodek, najprej k mikrofonu vabim gostitelja, direktorja Inštituta Jožef Štefan, profesorja dr. Jadrana Lenarčiča. Hvala. Nekaj kratkih besed, ne bom zgubljal dosti časa, bom prepustil Matjažu tebi, da boš povedal. Najprej, gospod minister, lep pozdrav, spoštovani prijatelji in vsi drugi gostje. Danes seveda poteka predstavitev ERC projekta, ki ga je prejel pred kratkim Matjaž Humar. Tudi še enkrat ti čestitam tej priložnosti. Moram reči, da smo kar nekaj časa tle na inštitutu govorili o tem ERC projektu. Najprej zaradi samega mikrolasera, ker se nam zdi to tema, na kateri se tak projekt mora dobiti, na drugi strani pa seveda zaradi Matjaža, zaradi njegovega dometa, ki ga vsi čutimo, da ga ima. In nekako se je morala ta kombinacija enkrat zgoditi. V tem razvoju morda je bilo celo prerano, se mi zdi, tisti prve ideje so bile morda prerane in verjetno tudi sam verjameš, da so danes veliko boljše, kot se je bilo takrat. Stvar se je izostrila in seveda ERC projekt ni mogel umanjkati. Jaz sem še posebej vesel zaradi tega, ker sem se pred koliki leti 4 zelo trudil, da smo na inštitutu upeljali to, kar pravimo direktorjev sklad. Direktorjev sklad je podobno kot ERC projekti, vendar je namenjen opremi, torej infrastrukturi, ki jo mlajši sodelavec, doktor znanosti, podobno enaki pogoji, zelo podobno kot ERC dobi, zato da si postavi in opremi laboratorij, včasih celo v nasprotju s svojim šefom, pa ne mislim na Igorja tukaj, ker Igor ga je ves čas podpiral, ampak na nek način v nekem dvobojevanju s starejšo generacijo si mlad človek lahko postavi svoj laboratorij in Matjaž je bil naš prvi dobitnik. Prvi dobitnik in sem še posebej vesel, ker je s tem seveda pokazal, da verjamemo v njega, da je tudi bilo prav. Zdaj, preden zaključim, seveda je treba še nekaj stvari v zvezi z znanostjo povedati. Prav pred poletjem sem bil pri direktorju Max Planckovih inštitutov v Stratmanu in še nekaj nas je bilo. In smo se pogovarjali o tem, kar se je zgodilo v Evropi v zadnjih 10 letih. Temu se reče, jaz rečem temu krškarje, torej so države, ki so in vlagajo vse več in vse več in vse več v to področje, tako javnega kot zasebnega denarja. In so države, ki so zaspale ali pa celo vlaganje vse manj in vse manj nekaj časa, zdaj se seveda ta padec ustavil in se začenja situacija popravljati v Sloveniji, ampak Slovenija je med tistimi državami, ki so vlagali vse manj. Ta razkorak med zelo bogatimi in zelo razvitimi se povečuje v novem okvirnem programu Evropske komisije in se je začelo spet na veliko govoriti o ERA, European Research Area, kar je nekako zamrlo pred leti, zdaj zopet se poudarja prav to temo, ravno zaradi tega razkoraka, ker Evropa se pač ne more razvijati, če imaš prazne področja in če imaš zelo bogate področja. Inteligenca je sicer res, da je enakomerno razvita po vseh državah, razen seveda na Igu, kot pravijo. Američani imajo New Jersey za to, jaz se hecam, upam, da mi kdo ne zameri. Ampak medtem ko bogatstvo se pa vse bolj krči ponekod in vse bolj širi oziroma narašča drugod. Tudi sam lahko rečem do nedavnega, predsednik ERC je sveta, torej Evropskega sveta, Bourguignon, je ves čas trdil, da je uspešnost na ERC projektih in tudi sicer v raziskavah praktično linearno odvisna od količine vlaganj. Torej 1:1, skoraj da vidiš to primerjavo. Zdaj Slovenija ima že toliko teh projektov, da se statistika dejansko tudi že kaže, prej se še niti ni kazala. Torej, končno še to rečem, da je pravkar sem dobil v roke statement, to je skupni statement
93 evropskih asociacij, 93, torej to so razne asociacije gospodarske, znanstvene in tako naprej, med katerimi tudi ARTO, katerega člani smo že dolgo let, ki pritiska na evropsko politiko, da se evropska sredstva iz 80 milijard v naslednjem paketu dvignejo na 120 milijard. Evropa namreč zaostaja v vseh pogledih, ne? Kitajci so nas prehiteli, Američani itak so ves čas nad nami, tako da Evropa zaostaja in brez skupnega vlaganja tukaj ne gre, seveda podlaga za vse to so pa nacionalna vlaganja. To vemo, Slovenija tukaj zaostaja in še en podatek, ki ga je objavil Nature, po regijah, evropskih regijah, največ se vlaga se imam celo slik s sabo, v nemški regiji Braunschweig in sicer 3737, skoraj 3750 evrov na prebivalca. Če zračunate, koliko javnih denarjev da Slovenija, na prebivalca 100 evrov. 100 evrov proti 3700 evrov, če govorimo o javnem denarju. Če prištejemo še zasebnega, ki ga je nekajkrat več, recimo samemu sebi, torej zasebni sektor vlaga v samega vase, če še to štejemo, pridemo morda na 400 evrov na prebivalca, oni pa 3700. Torej te razlike se da ni enostavno zmanjšati, razlike se bodo še naprej večale, odgovora sicer nimam, ampak razen resnega načrtnega dela na tem področju v Sloveniji ne bo nič. Tudi pridobivanje RC projektov je ena od teh aktivnosti, ki jih moramo resno imati. Hvala lepa in še enkrat vsem in čestitka Matjažu. Hvala direktorju Inštituta Jožef Štefan, profesorju doktorju Jadranu Lenarčiču. Seveda gre pri vsem vendarle tudi za uspeh slovenske znanosti. Vse skupaj je potekalo preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim tudi glavni akterki, doktorici Andreji Umek Venturini. Pri vsem tem seveda pa, ker je ravno z nami, kot vemo, Slovenija je pridobila 2 ERC projekta, enega je pridobil Kemijski inštitut in iskrene čestitke tudi direktorju Kemijskega inštituta, doktorju Gregorju Anderluhu. Torej, pomembno vlogo pri vsem tem ima seveda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato zdaj k besedi vabim ministra doktorja Jerneja Pikala. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, pri vas nekako nikoli ne smem reči kolegice in kolege, čeprav bi z veseljem, ampak kakorkoli, zato ker jaz seveda sem iz neke druge stroke, ampak zdaj menda sploh nisem več iz stroke. Tako da to je pač potem, ko ti možgani zamrznejo. Hecam se. Kakorkoli, najprej in tisto, kar je na mestu in kar je najpomembnejše. Iskrene čestitke tudi Kemijskemu inštitutu. To je naš do sedaj največji, če govorimo kot Slovenijo, največji uspeh na ERC razpisu. Ko imate 3000 prijavljenih, ko je na 3000 prijavljenih izbranih 400 in ko mi dobimo 2 in včasih rečemo tudi potencialno 3. Direktor ve, zakaj gre. Namreč tudi eden od vaših bivših sodelavcev, ki je delal na tem inštitutu in je državljan Republike Slovenije, sedaj pa dela na Univerzi v Ženevi, Andrej Tihonov, tudi on je pridobil, tako da v uradnih statistikah ERC-ja bo tudi on zaveden kot Slovenija. Tako da človek, moram reči, da je pač ponosen, tako kot sem lahko ponosen na marsikaj drugega. Ampak, glejte, to ne sme in to, kar je direktor rekel, je izjemno upravičena kritika vseh tistih, vključujoč seveda mene,
ki upravljamo z javnim denarjem, pa ne gre samo za upravljanje javnega denarja, ampak gre tudi za vprašanje organizacije celotnega znanstvenega ustroja. Kar se tiče organizacije, veste, da pripravljamo zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je pravzaprav v zadnjih stadijih usklajevanja. Kar pa se tiče denarja, je pa tako, da dodajamo sedaj mislim, da od leta 2017, tretje leto zapored, začeli so v prejšnji vladi, sedaj tudi ta vlada dodaja sredstva stalno in če mene vprašate, od vseh delov ministrstva, ki ga vodim, najbolj pospešeno ravno na sredstvih za znanost. Tam je pospešek največji tudi v odstotkih, to pa zato ker vemo, da tam, tako kot je direktor sam lepo ilustriral, zaostajamo in te škarje med najbolj razvitimi in med tistimi, ki so malo manj razviti in seveda ravno zaradi tega, ker zija neka skoraj 10-letna luknja v financiranju, seveda bodo v prihodnje še manj razviti. In ta zaostanek poskušamo nadoknaditi, ni dovolj. In seveda bi si vsi želeli, da je več, tudi za leti 2020 in 2021, ampak mislim, da se neki premiki, govorim pa sedaj o pozitivnih premikih večjega financiranja, pa počasi že poznajo. Torej, financiranje na eni strani, ampak na drugi strani tudi organizacija, ki bo olajšala delo inštitutov, organizacija, ki bo naredila inštitute tudi po organizacijski plati, lahko bolj kompetitivne, bolj primerljive in seveda, če hočete, tudi bolj prilagodljive v primerjavi z ostalimi. Kar pa se tiče evropskega denarja, se pa zelo strinjam, da seveda je 80 milijard, kakor je bilo v sedanji, torej še sedaj veljavni perspektivi, odločno premalo. Že mi kot države članice smo na Evropskem svetu in potem seveda v pogajanjih z Evropskim parlamentom šli na številko 100. Sedaj ne, če bo seveda ta pritisk in upam, da bo dovolj močan, zato da bi tudi parlament v novih pogajanjih prišel do številke 120 milijard. Ampak same milijarde včasih našim ljudem, razen seveda vam, ki ste v to neposredno vpeti, pomenijo bolj malo. In tu pa moramo vsi skupaj storiti več. Sedanji in odhajajoči komisar Moedas je imel nekaj teh tako imenovanih prebojnih ali če hočete nekaj tistih, kako se temu reče, zastavonoše programov, nekaj stvari, ki bi jih v naslednji perspektivi za tem denarjem morali narediti. In to je tisto, kar bi razumela ali razumel vsak, torej vsak državljan. Eden od takih ciljev je otroški rak, eden od takih ciljev je tudi vprašanje čistih voda, torej ne samo oceanov, ampak tudi rek. In kar nekaj je takih, recimo temu otipljivih, na prvi pogled otipljivih rezultatov. In v drugem stebru, torej v kolaborativnem stebru nove perspektive, upam, da bo to zaživelo, kajti, veste, ko je cilj, da znamo otroški rak, če sem si prav zapomnil, pa prosim, ne me tule držati za besedo, od 80% se pomikati na 90 in več odstotkov ozdravljenega oziroma zazdravljenega, potem je to nekaj, kar je za vse naše državljane izjemnega pomena. In še je takih. In še moramo delati, kajti to je edini način. In to, kar pravi direktor, res je, globalno
Evropa zaostaja. Z Združenimi državami in nekaterimi deli Azije zaostajamo, tekma je pa seveda globalna. Zatorej res še enkrat, če smem, iskrene čestitke dobitniku, tudi Kemijskemu inštitutu, tudi vsem, ki ste tako ali drugače pri tem sodelovali. Upam seveda, da bo, potem ko bo raziskovalna skupina oblikovana, da bo ne samo za časa trajanja ERC projekta, ampak da bo tudi kasneje živela, da bo in dosegala seveda izjemne rezultate. Tako da res hvala lepa, da sem lahko danes gost in se prav veselim predavanja. Hvala. Hvala tudi ministru, dr. Jerneju Pikalu. Zdaj pa seveda prihajamo do srednje točke. Danes, Matjaž, ti najbrž o sebi ne boš govoril, ne? Boš bolj govoril o temi ali imaš kakšen uvod do sebe? Ok, v redu, pa prosim, evo mikrofon, oder je tvoj. Docent dr. Matjaž Humar. Hvala. Me je veselje, da predstavim moj projekt in delo in da ste se udeležili v takem številu. Gospod minister, gospod direktor. Tako da malo bom povedal o delu, ki smo ga opravili do zdaj, pa tudi skozi zgodbo, k poti, ki je prišla do tega trenutka. Moj doktorat sem delal tukaj na Inštitutu Jožef Štefan pod mentorstvom Igorja Muševiča in sicer sem se ukvarjal s laserji, ne bom šel v detajle, samo par lepih slikc. Je pa to bil temelj tudi za naprej celične laserje, vse nadaljne delo in smo tudi nekaj zelo velikih uspehov imeli pri tem. Potem po doktoratu sem šel na postdoc na Massachusetts General Hospital in Harvard Medical School, ki sta dve vsaka zase vrhunski, najboljši ustanovi na svetu in tam sem tudi začel se ukvarjati z biološkimi laserji. In tam sem imel tudi z Evropske unije, dve Marie Curie projekta. Preko sem se dejansko začel tam ukvarjati z laserji. Prva stvar, ko sem prišel tja, sem dejansko padel noter v operacijsko sobo s prašiči. Jaz sem sicer fizik, pa nisem imel pojma prej o biologiji, medicini in prva stvar so mi dali rezati prašiče, ko sem mogel nadaljevati en projekt iz enega postdoca, ki je bil pred mano tam. Potem sem se pa vrnil v Slovenijo in s pomočjo direktorjeva sklada, kot je že direktor omenil, pa s pomočjo odseka za fiziko trdne snovi sem ustanovil svoj lastni laboratorij in del tega uspeha in rezultatov, ki jih bom tudi danes pokazal, del je bil narejen tukaj pri nas, v našem laboratoriju, del je bil pa narejen na Harvardu. Tako da kar grem k laserjem, sploh kaj je laser, za tiste, ki ne veste. Laser je vir svetlobe in je sestavljen iz laserskega resonatorja, kjer je noter ujeta svetloba. To je nekako tako kot struna, ki je vpeta ali pa zrak, ki je noter v piščali in to vibrira z nekimi lastnimi frekvencami. To meni ima dobro določeno barvo oziroma frekvenco laser. In lahko so zelo različne frekvence možne, kar bomo videli tudi pozneje. Da to svetlobo noter resonatorja ojačujemo, potrebujemo še tako imenovan laserski medij, ne bom šel v detajle, kaj je to, pa nek vir znanje energije, to meni črpanje tega. In kar edino tle je važno, da se zapomnite, da vse te stvari lahko naredimo iz bioloških komponent in tudi cel laser, vse te komponente lahko vgradimo v biološki sistem. Konkretno, kaj se laserji uporabljajo, zelo različne stvari, ampak konkretno v medicini pa v biologiji, recimo za zelo različne medicinske posege, odstranjevanje tatujev, operacije, v biologiji pa se recimo za slikanje, diagnostiko in tako naprej se uporabljajo.
Zdaj, v vseh teh primerih je laser neka škatla, ne? Si predstavljamo, škatla ali pa ta pointer, ki ga držimo v roki. Ne? In izhod iz tega laserja uporabljamo za različne namene, recimo medicinske. Ne? Naša ideja je bila pa, da bi cel ta laser dejansko vgradili v telo ali pa celo v posamezne celice. To je bil cilj tega. In znotraj celic dejansko se že uporabljajo različni viri svetlobe, tako da lahko take zelo lepe slike celic naredimo s pomočjo mikroskopa fluorescence. Problem teh virov svetlobe, ki se trenutno uporabljajo, je pa, da imajo zelo širok emisijski spekter. To pomeni, recimo bela, ta svetloba ima zelo širok spekter in to omejuje določene uporabe teh laserjev. Ker so, ne laserjev, pač navadnih barvil, ker se prekrivajo, tako da ne moramo veliko število jih uporabiti, pa te premike ne moramo tako natančno meriti. Zdaj, po drugi strani, laser pa ima zelo ozko določeno valovno dolžino, kot temu rečemo frekvenco, in to pomeni po drugi z drugimi besedami barvo. Ne? In to bomo videli, kaj je prednost tega. Ne? To meni še enkrat, doslej je bilo pač laser ločen od nekega biološkega sistema, ne? Tle kažem prašiča, boste videli, zakaj prašiča. Ne? In te dve zadevi sta bili do zdaj ločeni in tle vmes pač v eno smer je zdravljenje, medicinski posegi, v drugo smer pa je pač diagnostika, slikanje in tako naprej. In zdaj pač ideja je bilo te dve zadevi združiti med sabo. Kako lahko to naredimo? Lahko damo prašiča noter v laser, Vodorov prašič je prevelik, recimo celico, ne? To je bilo pokazano še preko sem jaz prišel na Harvard, da se da to narediti. Potem, kar smo mi prvič naredili, je pa, da laser dejansko smo ustavili v celico ali pa v biološki sistem. In tretja možnost, ki je tudi sploh zanimiva, je, da dejansko naredimo živ laser, ne? Tako da dejansko naš organizem ali celica deluje sam po sebi kot laser. Zdaj, zakaj bi radi to naredili, ne? Več razlogov je. Če oboje združeno skupaj, je boljša interakcija med laserjem pa biološkim sistemom in zato lahko delamo boljšo diagnostiko, boljše zdravljenje, to je eno. Potem te laserji so biokompatibilni in biorazgradljivi, to pomeni ne škodijo telesu. In če imamo pač laser, ki je živ, ne, ima tudi lastnosti živih organizmov, to pomeni, da se deli, samo zdravi, adaptira in tako naprej. In če gledamo v prihodnost, tudi če lahko pač laser v sebe vgradimo, ne, lahko gledamo to kot nov umestnik človek, stroj oziroma v znanstveni fantastiki cyborg. Ne. Zdaj, kako pa to narediti, ne? Kako dati laserje, kako vgraditi? Ko sem že omenil za moj doktorat, sem delal z takimi posebnimi majhnimi laserje. Ne bom šel v detalje, ampak namesto laserja, tako se predstavljamo pač dolga cev ali pač nekaj podolgovatega, se lahko laserje naredi tudi v kroglicah, da so zelo majhni. To pomeni, da svetloba noter kroži. Mi imamo noter laserski medij, barvilo in črpamo z nekim zunanjim virom svetlobe z svetlobo in dobimo emisijo laserske svetlobe. In ideja je bilo, da take vrste laserjev, to so imenovani tudi whispering remote laserji, vgradimo v celico. In to smo pokazali prvič 2015, prvi laser znotraj človeške celice. Zdaj, kako to izgleda? To so te laserje, kroglice in celice dejansko pojejo te laserje. Ker mislijo, da so tujki in jih hočejo uničiti, ne? In jih pojejo in če noter poslikamo, dobimo v vsaki celici je laser. Tle tudi vidiš, da se celice množijo. Potem, ko enkrat imamo te laserčke znotraj celic, ne, jih hočemo gledati in to delamo pod mikroskopom in dejansko imamo nek vir svetlobe, s katerim moramo dejansko vzbujati, aktivirati laserje in svetlobo, ki pride nazaj, pač analiziramo. In kako to izgleda? Pač tak laserski spekter. Edino, kar tukaj morate vedeti, je, da dobimo te zelo ostre vrhove pač v frekvenci. To je podobno kot struna, ki sem prej omenil, da niha z nekimi frekvencami. Tudi svetloba znotraj laserskega resonatorja niha z nekimi zelo določenimi frekvencami in dobimo te zelo ozke laserske črte. Zdaj, imamo laser znotraj celice, zakaj je to bi bilo uporabno. Ena zadeva,
ki lahko uporabljamo, je za označevanje celic. To meni, želeli bi vedeti, kam grejo celice, jih spremljati, to meni hočemo dati neko črtno kodo, bar kodo gor na vsako celico. In s dosedanjimi metodami lahko damo pa samo, ne vem, 10 ali pa 100 različnih celic. Z laserji, ki imajo tako ozke vrhove, lahko pa precej večje število celic označimo. In sicer različne velikosti laserjev, pa različne barve laserjev, dobimo zelo veliko število črtnih kod. In sicer, če zračunamo dejansko število, koliko celic bi se dalo na ta način označiti, dobimo številko 10 na 12. Če povem, to je približno podobno število, kot je celic v človeškem telesu. Tako da v principu na ta način se bi dalo označiti vsako celico v človeškem telesu. In to je uporabno recimo za spremljanje celic, recimo metastaza raka, kako kam potujejo, tako naprej. Samo kako en primer uporabe. Naredili smo laser tudi z kolesterola. Kolesterol je že prisoten v človeškem telesu, pač pravijo, da je slab, ne? Ampak v tem primeru je dober, ker lahko laserje naredimo iz njega. Ne? Pač tle ne bom šel v detajle, ampak molekule holesterola se uredijo v tako zelo lepo strukturo in dobimo emisijo iz takih laserjev. In en primer uporabe je, ker je ta valovna dolžina je odvisna od temperature, tako da recimo lahko uporabljamo kot temperaturni senzor, recimo. Naredili smo tudi laserje iz snovi, ki se že uporabljajo v medicinske namene, to meni za vsadke, rutinsko, pač milijone teh vsadkov na leto vsadijo. In to so neki pač polimeri in iz teh polimerov znamo narediti pač laserje in zelo lepo pač delujejo. In ker so te laserji v celoti narejeni iz snovi, ki so že dovoljene za medicinske namene, jih lahko potem vstavimo v človeško telo. Ne vem, v oko recimo, ali pa tle v krvi. To so rdeče krvničke, to je pa naš laser in dejansko deluje notri v krvi. In lahko bi imeli pač v cirkulaciji krvni taka laserja in bi bilo za namene diagnostike. Lahko gradimo tudi naše laserje v tkiva, recimo v kožo, in tle smo recimo naredili laserski tatu. To je ta pištola za dejansko delanje tatujev, ne? Ampak namesto navadnega barvila, ki se porablja, smo vzeli disperzijo laserjev in naredili pač, ugradili notri, tle je znak IS-ja, to so pa veliko število laserjev v vsaki tej piki. Pač, ko sem prej rekel, pač ideja tega je, da so te laserji občutljivi na določene stvari v telesu in en primer bi bilo recimo merjenje glukoze. To meni, to je tudi, zdaj prihajam na ERC projekt, to meni del tega projekta je, da se naredi laserje, ki so občutljivi na glukozo in ostale snovi in lahko to se uporablja za diagnostične namene. Druga zadeva, kar je, vemo, da pač tkivo, koža ni prozorno, to meni ne vidimo svojih kosti, ne? To meni je problem pač slikanje globoko noter. Zaradi tega uporabljamo, namesto svetlobe uporabljamo recimo rentgenske žarke in tako naprej. Prednost laserjev je pa, da čeprav ne vidimo laserjev noter, se emisija laserske svetlobe še vedno dobimo te ozke spektralne črte, te frekvence in iz teh frekvenc, čeprav ne vidimo laserjev, lahko še vedno delamo neko diagnostiko, lahko sledimo celicam, ki so globoko znotraj tkiva. In to pač je eden od ciljev projekta, na katerem bomo delali. Potem, kaj lahko še naredimo, namesto trdnih laserjev lahko noter vbrizgamo kapljice, oljne kapljice v posamezne celice. To je celica in vbrizgamo noter. Razlika s trdnimi je, da laser je, da se lahko taka kapljica deformira zaradi sil v celicah. In pač cilj od ERC projekta je dejansko merjenje teh sil. Sile so izjemno pomembne za biološke procese, recimo razvoj zarodka, za metastazo raka in tako naprej. In mi bomo to zdaj pač proučevali pač v detajle in že delamo na tem. Potem, kaj smo še pogledali, je, če je že v celicah kakšna struktura, ki bi bila sama po sebi naravno laserski resonator. In odgovor je da, to so maščobne celice. Maščobne celice imajo tako velike kapljice maščobe, to je pač imamo maščobo, ne?
In mi samo dodamo barvilo tem maščobnim celicam in same od sebe, potem, ne samo od sebe, ampak so same po sebi laserski resonatorji in ko osvetlimo zunanjo svetlobo, dajo lasersko svetlobo. In spet, kaj bomo na ERC delali, je, da na ta način bomo izjemno natančno merili, kako se te kapljice spreminjajo velikost. In to je zelo pomembno, ker če mi nekaj pojemo veliko sladkorja, pač bomo debeli postali. To pomeni, da se nalagajo lipidi noter v te kapljice. In to je izjemno pomembno za diabetes in debelost in tako naprej. In bomo merili velikost in pa površinsko napetost teh kapljic znotraj maščobnih celic. In dejansko to deluje tudi v tkivu, to je en kos prašiče kože, to meni se vračamo na prašiče, in tukaj sem najprej ubrizgal noter barvilo, zdaj pa grem z optičnim vlaknom, s katerim vzbujamo noter laserje, pa dobimo ven svetlobo in te celice noter potem imajo lasersko emisijo. To meni znanstvena fantastika ni tako, ne iz oči laser, ampak je iz maščobe. Smo naredili maščobne laserje. Ampak ko sem prej pokazal, tudi oči smo ugradili laserje, tako da to še vedno velja. Pri teh laserjih, ki sem jih zdaj omenil, smo morali dodati neko barvilo umetno. Drug način je pa, ki smo ga tudi porabili, da smo genetsko spremenili celice, da proizvajajo fluorescenčne proteine in to lahko naredimo z zelo različnimi organizmi, da proizvajajo barvilo. V tem primeru smo naredili tako, da maščobne celice proizvajajo to barvilo in zaradi tega potem to dobimo dejansko živ laser, ki je oboje in laserski resonator in aktivna snov je oboje iz bioloških, čisto bioloških. In te laserje potem ne naredimo, ampak jih gojimo, ker sami od sebe rasejo. In še več, tak živ laser ima tudi lastnost samozdravljenja. To meni, če nekaj tega barvila uničimo, potem čez nekaj časa celica ga nazaj proizvede. Tako da je res pač živ laser. Ampak ne čist, ker še vedno rabimo svetlobo, vir energije od zunaj, da črpamo ta laser. In v biologiji je pa vir svetlobe, vir energije je bioluminescenca, kjer pač neko določeno kemijsko reakcijo organizmi proizvajajo svetlobo. In kar smo v tem primeru naredili, je pač, da smo vzeli te snovi in jih dali gor na površje laserjev in tudi dobili neke vrste emisijo, ki je podobna laserski. Vse te zadeve je bilo zelo izjemen odziv že takrat in v slovenskih medijih in v vseh večjih znanstvenih revijah so o tem pisali, pa v tujih medijih. Takrat je bilo vprašanje, kaj zdaj naprej, kaj na teh uspehih, nadaljevanje v tej isti smeri ali neko novo smer, neko novo idejo. Vsekakor je bilo pa pač, da prijavim ERC projekt. Zdaj, kot je že direktor omenil, je bilo že nekako jasno vnaprej, da je potencial tukaj. In en primer je postdokov, ki smo vsi delali na Harvardu pod vodstvom Andyja Juna. Sta oba postdoka, ki sta delala na istem področju, ki sta bila pred mano tam, sta oba, ki sta prišla v Evropo, sta dobila svoj ERC. In tako se je že nekako pričakovalo, da bi mogel tudi jaz dobiti ERC. In v bistvu še več je Andy Jun, ki je bil pri nas na inštitutu na konferenci in je imel predavanje plenarno. Je dejansko na konferenci, tukaj v tej predavalnici je omenil, da so prejšnja dva postdoka, ki sta delala na istem področju, dobila ERC, da ga se pričakuje tudi, da bom jaz dobil. In takrat sem se samo držal za glavo, pač upam, da bom res dobil, sem bil pod velikim pritiskom. Zdaj pa pritisk na naslednjem, ki ravno zaključuje tam. In mimogrede vsi od nas, vsak ima svoj Nature Photonics članek. In Malte je začel s temi laserji, Sedat je potem delal neke biokompatibilne laserje, jaz sem naredil prvi laser znotraj celice, potem pa še nadaljujejo bolj v smeri uporabe. To meni predispozicija je bila za prijaviti, zdaj kaj prijaviti.
Za doktorat sem se ukvarjal s tako imenovano mehko fotoniko, to pomeni tekoči kristali, laserji iz tekočih kristalov, potem na Harvardu in pa tukaj v mojem laboratoriju smo za živo fotoniko, naslednja bi bila svet neka nora ideja, neužitna fotonika, laserje, ki jih lahko pojemo. In dejansko sem to prijavil, ne bom šel v detajle, ampak ne vem, laserje, ki se naredi iz lesa, jajc in tako naprej, olivnega olja, moke. Ampak dejansko ideja ni bila niti toliko slaba, tudi zakaj bi se to uporabljalo recimo za gledanje svežine hrane in pa označevanje hrane, to meni in pa zdravil. Meni se ni zdela tako nora ideja, ampak dejansko grem potem v Bruselj in pravi, to je znanstvena fantastika. Laserji iz hrane narejeni, bum, to ne damo denarja. Tako da s tem ni bilo nič. Potem sem bil, 3-krat sem bil v Bruslju. Tako da za tiste, ki ne veste, glede ERC projektov je tako, da so v 2 stopnjah. Najprej samo pisno, krajšo prijavo daš in če si tam uspešen, greš potem v Bruselj in v Bruslju zagovarjaš. In jaz sem bil dejansko 3-krat v Bruslju in prva 2017 je bila ta užitna fotonika, ki se mi zdelo očitno preveč novo, preveč noro. Potem naslednje leto, ko sem šel, sem dejansko celične laserje prijavil, to meni nadaljevanje tega, kar sem prej delal. In takrat tudi spet nisem bil uspešen, ker so rekli, da so laserji preveliki, kakšen vpliv imajo na celice. In potem letos sem samo zmanjšal laserje, manjše laserje pa sem dobil 1,5 milijona. Dejansko so bili samo enih par komentarjev, ki so vsi revieweri rekli, ne gre tako in sem to popravil in je bilo sem dobil tretjič. Mogoče pa dobro tega, da sem tolikokrat prijavil, da sem vsakeč potem dobil ta RRS komplementarno shemo, ker se tudi zahvaljujem njim, ker imajo, če greš v drugi krog, potem dobiš ta projekt, s katerim se lahko nadaljuješ raziskave in se proizvede nove preliminarne rezultate, da se lahko potem še enkrat prijavi na razpis. Tako da sem še potem 2-krat po 200,000 dobil, tako da skoraj 2 milijona konec koncev. To so slike vseh 3 let v Bruslju. Isti hotel, ista obleka, vse isto. Sem že ekspert teh intervjujev. Drugače je kar zahtevno, je tako 15 ljudi v sobi, ki te sprašujejo vprašanja, to so sami znanstveniki, vrhunski in je kar težko. Zdaj, mogoče imam podoben izraz na obrazu, ampak prvo leto je bilo tako, sigurno bom dobil, to je zelo dobro šel intervju, ampak potem drugo leto je bilo, to pa ni toliko lahko, spet sem tukaj, mogoče bom dobil. Tretje leto pa je bilo, zdaj pa moram dobiti, ker je to zadnja šansa, ker je 7 let po doktoratu. In tukaj so še slike, vidite, kakšno je bilo vreme vsako leto. Drugače, to je ta zgradba v ozadju, ker so intervjuji z zelo lepim pogledom na Bruselj. Če povzamem, kaj je cilj ERC projekta, to meni, do zdaj smo, kar smo delali in pokazali, je, da se da laserje narediti iz bioloških komponent, da vgraditi noter v celice in tkiva. Zdaj pa bomo proučevali zelo natančno to interakcijo med laserjemi in celicami. In bolj natančno, kot sem že sproti malo omenil, bomo merili sile v celicah in tkivih, je zelo pomembno za zelo veliko procesov znotraj celic, same sile. Potem bomo merili lastnosti lipidnih kapljic znotraj adipocitov, maščobnih celic. Potem bomo uporabljali laserje za senzoriko in za označevanje celic, to pomeni za sledenje celic, ali so to rakave celice ali matične celice in tako naprej. In pa bomo uporabljali laserje za nove metode slikanja znotraj tkiv. In potem se moram najprej zahvaliti naši ekipi, zato je že malo stara slika,
ampak drugače Maja se ukvarja z temi senzorji kemičnimi, Dimitrij je drugače zdaj šel na Harvard, dela doktorat, ki je bil pri nas nekaj časa, to meni v drugo skupino, kot sem šel jaz, ampak pač ne isto področje. Potem Grega pa Matevž delata na silah in Aljaž dela na tem slikanju znotraj tkiv, pa imamo še neke nove člane in pa seveda še več s tem denarjem bomo imeli še več ljudi, ki bodo delali na temu. Se zahvaljujem tudi ekipi seveda na Harvard Medical School in Massachusetts General Hospital in potem pač vsem ostalim, ki ste pripomogli k temu uspehu. Zdaj ne bom poimensko, ne bom koga izpustil, ampak sem dobil veliko podpore seveda tle na inštitutu, na odseku, potem na Univerzi v Ljubljani so tudi prirejali razne delavnice, ki so bile tudi odprte, pa Fakulteto za matematiko in fiziko. Seveda zelo veliko podpora je prišla iz ministrstva, pa se rad zahvalil tudi dosedanjem projektom, sem že omenil direktorjev sklad, pa v RLS komplementarni shemi in seveda bi se rad zahvalil še vsem kolegom, ki so mi pomagali pri pisanju in komentarjih in seveda prijateljem in pa domačim za podporo. Hvala vam.